Zdravo še na novem videu, upam, da imate prelep dan ali večer ali noč. Ja, veze. Nazadnje sem objavil video, kjer sem reagiral na vaše posnetke. Pejte si ga pogledati, če ga še niste. In noter v tem videu na koncu sem rekel, dajte mi postaviti vprašanje, na katerega bom potem odgovoril v naslednje video. In danes je napočil čas, da odgovorim na vaše vprašanje. Dobil sem kar nekaj vprašanj, da ful hvala vsem za postavljena vprašanja. Izbral sem par dobrih, tako da pa si poglejmo, kaj ste me vprašali. Kajetan Markič, upam, da sem prav izgovoril. Kajetan? Ok. Sprašuje, oziroma ima več vprašanj, bom prav odgovoriti na vse vprašanja. Pri koliko letih si se navdušil za trike? Bil sem star 10 let, kjer mi je en prijatelj pokazal en trik in takrat naprej sem se začel ukvarjati s triki. Si se kdaj na nastopu zmotil? Ful dobro vprašanje, večkrat sem se zmotil na nastopu, ampak sem se tudi probal nekako rešiti. Zaradi tega, ker čez čas, ko imate dosti znanja, dosti prakse in tako se lahko pol rešite ven iz te nezgode. Na kateri svoj trik si najbolj ponosen? Imam kar precej trikov, na katerih sem ful ponosen. Ne samo trikov, imam tudi v bistvu par rutin, na katerih sem ponosen. To je v bistvu rutina je neke vrste, kjer uporabiš več trikov naenkrat in jih potem pokažeš publiki. Nazadnje sem pa najbolj ponosen na svojo rutino s čajem. To je v bistvu eno tako točko naredim v svojo šovu, kjer pokličem enega prostovoljca gor in kompletno točko sem se v bistvu sedaj naštudiral, da naredim v tišini in v bistvu se pred njegovimi očmi se voda spremeni v čaj, tak ful cool trik. Na tega sem v bistvu najbolj ponosen, ker sem tudi ogromno časa in truda vložil v njega, tako da upam, da ga boste lahko kdaj videli na mojih šovih, ker je res hud. Ali dejansko znaš brati misli in če kako? Ja pa ne. Tu pa tam kdaj se mi rečejo, Aleksander, kako si to ugotovil? Po mojem zaradi tega, ker sem že toliko časa v tem, da dejansko res lahko preberem ljudi iz njihovih obrazov, mogoče na kaj mislijo oziroma kaj bi mogoče rekli v tem trenutku. To pač pride iz izkušenj in tako. Nimam pa nadnaravnih moči, ne me narobe razumeti, da imam sedaj, da sem se rodil z nadnaravnimi močmi. Če bi vas pa slučajno zanimalo, da bi radi vi brali misli, imate pa moj tečaj branje misli, kjer vas notno naučim 10 najboljših trikov z branje misli. Se pravi, da dejansko lahko vi naredite iluzijo, da enemu preberete misli, nismo pa, tako veste, nimamo pa nadnaravne moči, ker če bi imel nadnaravno moč, bi sedaj bil bog na tej zemlji. Žiga Papotnik sprašuje, si že kdaj poizkusil trik bruhanja žab, ki ga mimogrede obvlada David Blaine? Žiga, nisem še poskusil tega, to je v bistvu en tak, če niste si pogledali tega videa, pejte si ga pogledali, bom dal dol link od David Blaina. David Blaine naredi s pomočjo ene tehnike izbruha ven žabe. To tehniko nisem se nikoli spravil učiti, mogoče bom kdaj v prihodnosti, sem že razmišljal o tem. Ne vem, Žiga, mogoče si mi pa zdaj dal idejo, da se spravim to naučiti, maybe. Vesna Pir sprašuje, ali nas bo še kdaj naučil kak trik in kateri je bil tvoj prvi? Bom vas naučil še kak trik definitivno, prav razmišljal sem, da bi mogoče naslednji video objavil, kjer vas naučim en trik, tako da stay tuned for that. In kateri je bil tvoj prvi? Se pravi, moj prvi trik, ki sem se ga naučil, je bil trik z zobotrebcem. Ta trik vas tudi naučim v mojem tečaju, osnovni tečaj, to v bistvu vzamete zobotrebec, ga date v roke, tlesnete s prsti, zobotrebec izgine in se pojavi nazaj. To je bil prvi trik, ki sem ga videl in ta trik me je tudi navdušil, da sem se v bistvu začel ukvarjati s triki, tako da Vesna, ful dobro vprašanje. Hej Magic Aleksander, začni prodajati svoje karte. Prihajajo moje karte, vsi me sprašujejo kar naprej, Aleksander, daj bojo tvoje karte, ki lahko kupim karte itd. Bodite zelo pozorni, ker slej ko prej bom objavil eno ful veliko big zadevo in vse te stvari, ko me sprašujejo, bodo tam gor, tako da manjšo potrte, čist manjšo potrte. Miha Geni sprašuje, a veš, ko sem rekel, da je David Blaine najčarovnik, ne več, ti si. To je sedaj v bistvu na vse vas, ful cenim, da me res podpirate, ful mi je všeč to, da imamo zdaj nek take vrste community, kjer mi devate nazaj ta feedback in res sem zadovoljen, da so vam všeč moji triki in vsako pohvalo, ko jo dobim od vas, je res tisto, da bi se mi ulegli gor na moje srce, ker to res cenim in spoštujem, tako da res hvala vsem za lepe besede, hvala Miha za te prijatne besede. Kje si se ti učil trike in ko si začel in katera je tvoja najljubša karta? Najljubša karta je 5 pik. Pik zaradi tega, ker je v bistvu moj najljubši znak, 5 je pa v bistvu moja najljubša številka. Ne v šolih, nikoli nisem imel petke,
kar je zanimivo, ampak 5 je taka številka, taka močna številka, zato mi je tudi 5 pik nekako moja najljubša karta. Tako da ja, to je to. Kje sem se učil trike? Ko sem jaz začel, nisem imel ogromno neke literature, kjer bi se lahko začel učiti. V bistvu, imel sem internet, ampak gor na internetu so bili v bistvu triki, ki pa niso imeli neke, oziroma je bila razlaga, ampak zelo taka hitra, nisi se mogel v bistvu nekako specifično naučiti neke stvari. In potem sem v bistvu začel obiskovati kongrese po celem svetu. Najprej sem začel seveda tukaj okoli nas v Italijo, Avstrijo. In hodil tam in se izobraževal, kupoval knjige in na tak način začel prebirati in se vadil po cele dneve, po 14 ur na dan celo. Tako da ja, tako sem začel. Zdaj je v bistvu dosti lažje, zdaj imate že ful veliko materijala, lahko dobite prek online, se lahko učite, kar se prej ni dalo, tako da zdaj imate ful večjo prednost, če ste si začeli ukvarjati s triki. Zdaj Justin sprašuje, boš kdaj nastopil v bližini Bledo, mogoče kdaj v prihodnosti, ne vem, nastopam vse posod, bolj kot ne nastopam za privat stvari. Bom pa definitivno, imam pa, tako se rekel, v planu imeti svoj solo show, katerega sem jo hotel imeti že letos, ampak nam je korona vse povozila, tako da ga po mojem bomo mogli predstaviti na drugo leto, tako da stay tuned for that. Anže Škrbec sprašuje, so te že kdaj zamenjali z Leonardo DiCapriom, kje si se naučil trikov, v katerih državah si že bil, koliko trikov znaš? Ali so te že kdaj zamenjali z Leonardo DiCapriom? Ne, nikoli. Kar naprej, skozi to sprašujejo, me res, skozi me to sprašujejo, če imam kakšne veze z Leonardo DiCapriom, očitno sem mu mogoče malo podoben, ne vem, jaz tega, mogoče ko dam slike skupaj, ajde rečem, mogoče res par teh linij in tako, ampak jaz vedno rečem, da je on podoben meni, ne jaz njemu, tako da to je to. Kaj sem zdaj to dobro povedal? Fuck. Kje si se naučil trike? To sem prej odgovoril. Trike sem naučil prek knjig, DVD-jev in tudi v drugih na različnih seminarjih, ker poznam ogromno čarodejev po celem svetu in se nekako v bistvu tudi od njih učim in v bistvu pobiram stvari, katere se oni so nekako izumili in potem spremenim na svoj način oziroma na svoj stil, tako da. Ja, v katerih državah si že bil? Bil sem že v velikih državah, od Las Vegasa do Južne Koreje, Švica, Italija, Češka itd. Pač lahko bi še našteval, pač ogromno. Rad potujem, nekako potovanje, da pa lahko vključim zraven potovanje pa čarovnije, mi je pa to top. Koliko trikov znaš? Ne vem, koliko trikov znam ogromno trikov. V bistvu, enkrat sem si celo šel pisati, koliko trikov znam in nisem mogel vseh napisati zaradi tega, ker dejansko je tega ogromno. Morate razumeti, da se že 15 let s tem ukvarjam in je res pač ne morem vam na prste našteti, tudi ne moram povedati, koliko trikov znam, ker jih res še sam ne vem. Pač je pa to cifra kar velika. Ok, Magiki, odgovoril sem na par vaših vprašanj, imam še ogromno vprašanj, ki bi lahko odgovoril, ampak da ne bo predolgi video, bom se tukaj ustavil. Zdaj pa imam v bistvu še eno vprašanje v tem videu in sicer, povejte mi, kateri video naj naslednji objavim, ali ne objavim en trik, da vas bom vrgel dol iz stola, ali vas ne naučim en trik. Dajte dol v komentar napisati, do takrat pa imejte lep dan ali pa večer ali pa noč še naprej. Lajkajte ta video, sledite mojem po profilu, naročite se, da boste prvi obveščeni o mojem novem posnetku, ko bo spet naložen. In to je to, Magiki, imejte se radi, imejte se fajn, čarajte še naprej, se vidimo v naslednjih, hvala, bola!